Umetna inteligenca zadnjih nekaj let doživlja skokovit razvoj. Praktično ne mine teden, da nas ne bi presenetil kak nov preboj. Pospešeno prodira vse pore našega življenja, optimizira industrije, spreminja znanost, šolstvo, medicino, sodstvo. Vse bolj postaja tudi svetovalec za osebne težave in iskanje smisla. Kaj to pomeni za delovna mesta, za družbo, za našo prihodnost? Kje so torej prednosti in kje pasti umetne inteligence? To je za 24 ur Fokus preverjal Miha Drozg. Optimizira proizvodne procese, piše seminarske naloge, elektronska sporočila, z nekaj kliki ustvarja fotografije, slike, videoposnetke. Pomaga pri razvoju zdravil v medicini, pri učenju, analizira podatke, piše programske kode, ustvarja pesmi, sklada glasbo. To je pesem stroja, ki sanja, v krogih in kola brez priznanja. Povzema članke, napoveduje dogodke in posledice, prevaja, načrtuje izdelke, generira pogodbe, organizira življenje, svetuje. Lahko poskusiš z enim kratkim sprehodom, svež zrak lahko pomaga. Umetna inteligenca, še zlasti tako imenovana generativna, zasnovana za ustvarjanje novih vsebin, doživlja neverjeten razvoj. Nekoč orodje v rokah znanstvenikov pospešeno postaja sila, ki transformira ekonomijo, politiko, družbo in spreminja naša življenja. Povej, gled, danes zjutraj sem se zbudil, res utrujen, popil sem eno kavo, potem še eno. Nič ni bolje. Kaj naj storim zdaj? Mogoče ti danes kava ne prime tako kot ponavadi. Včasih je telo res utrujeno in rabi malo več počitka. Lahko poskusiš z enim kratkim sprehodom. Če imaš možnost, mogoče kakšna kratka dremka, čeprav vem, da ni vedno izvedljivo. Doktor Dan Podjed se je z umetno inteligenco, zasnovano na arhitekturi tako imenovanih velikih jezikovnih modelov, prvič srečal konec leta 2022. In jo najprej zanimivo prosil, naj mi napiše kako pesem. Torej, najprej sem prosil ne, da mi napiše kak znanstveni sestavek, ampak nek umetniški sestavek. In že takrat sem ugotovil, da je umetna inteligenca precej dobra v kovanju stihov. Danes, slaba 3 leta kasneje, umetno inteligenco občasno uporablja tudi kot pomoč pri reševanju osebnih težav. Recimo, pred mesecem in pol se mi je tu nekje na boku pojavil nek madež in seveda sem potem najprej to fotografiral in vprašal ChatGPT, kaj bi to lahko vendar bilo. Krasno vprašanje. Zdaj ti bom odgovoril in pojasnil 3 možnosti. Prva možnost je, da se ti je mogoče odrgnilo telo zaradi tekstila. Druga možnost je, da si dobil kakšen glivični izpuščaj in tako naprej. In ko sem prišel nazaj v Ljubljano, sem šel takoj k zdravnici, ki me je pregledala, je rekla, tole je herpes zoster, dala mi je zdravila, tako jih vzemite, lezite, odpočite si in sem se držal tega navodila, bil 2 tedna v posteli, se počutil bolje, ta čas nisem več klepetal s ChatGPT-jem. Veš kaj, jaz sem se odločil, da grem zdaj kar spat. To se sliši kot odlična ideja. Včasih je res najboljše, da si privoščiš en dober počitek, pa bo mogoče potem vse skupaj videti malo boljše. Če boš karkoli potreboval, sem tukaj. Lepo se nasmi. Pripomočkov in orodij, ki jih na osnovi umetne inteligence razvijajo in ponujajo tehnološki velikani, je ogromno. Prevajanje praktično v realnem času med pogovorom. It's nice to finally talk to you. Es bueno hablarte finalmente. No puedo esperar a alquilar tu casa. Tako imenovani interaktivni agenti. Hey, go online and look for a user's manual for a Huffy mountain bike. I have found a user manual for you. What would you like to know about it? Okay, cool. Now scroll until you find the section about the brakes. Sure thing. Looking for that page now. Posnetki ustvarjeni iz fotografije ali besedila na podlagi preprostih ukazov. Pa raziskave, programiranje, avtomatizacija delovnih procesov, vse to, pojasnjuje dr. Jure Leskovec, profesor na ameriški univerzi Stanford, se dogaja z neverjetno hitrostjo. Tako rekoč vsak mesec se nekaj novega zgodi, je neka nova najava, nek nov preboj se naredi in to že kar konstantno od novembra 2022, ko je bil, ko se je naredil ta preboj OpenAI s ChatGPT 3.5.
Temu pritrjuje tudi dr. Marko Grobelnik iz Laboratorija za umetno inteligenco na Inštitutu Jožef Štefan. Ta eksponentni razvoj je v bistvu znak transformacije. Torej, imeli smo neko staro normalnost, ki bo ta nova normalnost, pa še ne vemo. Zdaj smo pa nekje na prehodu. Če je Facebook, danes Meta, potreboval 4 leta in pol, da je presegel mejo 100 milijonov uporabnikov, je lastniku klepetalnega robota ChatGPT podjetju OpenAI to uspelo v 2 mesecih. Zdaj vidimo tlele pri tem otroku, se je pokazala fraktura, jo da tukaj v kvadratek. To je se narašče zbral na tako sliko, ki je tako za laika sploh verjetno ne bi vedel, da je to zlom, ne? Ker je to taka neka mehna, subtilna zadeva. Tako si s programom na osnovi umetne inteligence, ki na rentgenskih slikah pokaže zlome, že 1,5 leta pomagajo v urgentnem centru novogoriške bolnišnice. Praktično odkrije vsak zlom, tudi še tako subtilen in mehen, samo v 0,6% zloma ne odkrije, ampak v takem primeru bi verjetno šlo za en zelo mehen zlom, ki pa bi bil tudi klinično bolj ali manj nepomemben. Pri delu zlasti ob gneči, pojasnjuje Sedovčič, je takšen program v veliko pomoč, a odgovornost je na koncu še vedno zdravnikova. To je samo pomagalo, odlično pomagalo, ki ga imamo zelo radi. Odločitev, končna odločitev je pa seveda v rokah zdravnika, ki se edini kot verodostojni podpiše pod izvid in v končni fazi tudi resnično reče, ali gre za zlom ali za zlom ne gre. Potem, ko so ga najprej že leta 2023 uvedli na ljubljanskem okrožnem sodišču, orodje umetne inteligence od lani uporabljajo tudi v slovenskem sodstvu pri strojnih prepisih zvočnih posnetkov sodnih obravnav. Ko iz razpravne dvorane se naloži posnetek, v bistvu že dobiš celoten tekst, ki ga lahko iščeš že v control find, napišeš recimo komisije in vidiš, tukaj in potem se lahko na ta del prestaviš in tudi klikneš play. Prepise morajo sicer še vedno pregledati sodni zapisnikarji, a kljub temu so, pojasnjuje vodja projekta dr. Ciril Keršmanc, s tem prihranili precej časa. Za zvočne posnetke oziroma za to, kar imamo v razpravnih dvoranah, kjer ljudje govorijo drug čez drugega, ker je v bistvu taka dinamika dogajanja, smo prej porabili za 1 uro zvočnega posnetka približno 4,5 ure ročnega dela potem, ne. Zdaj smo prišli na 1:2. Uvedli so tudi žive prepise diktatov sodnikov. Obiskali so nas iz novinarske hiše oziroma medijske hiše Pop TV. Torej iz medijske hiše Pop TV nas zanima, kako umetno inteligenco uvajajo slovenska sodišča. Na osnovi velikih jezikovnih modelov zdaj testirajo tudi orodje, ki samodejno ustvari povzetek besedila. Ne moramo biti v neki situaciji, ko naše stranke na nek način uporabljajo umetno inteligenco, sodstvo pa potem zasuto s temi produkti. Stisnem proof in grem po vrsti, tole zavrnem, tole bom sprejel. To je Instatext, platforma, ki s pomočjo umetne inteligence in jezikovnih tehnologij samodejno izboljšuje besedila. Kot pojasnjuje Matej Guit, ustanovitelj in direktor podjetja, piscu torej v realnem času predlaga stilske in slovnične izboljšave, besedilo obogati, izboljša in naredi bolj berljivo. Ideja je, da bi vsak od nas lahko zvenel kot native speaker, če tako rečem, v nekem jeziku. Trenutno v angleščini, razvijamo pa tudi podporo za vse svetovne jezike, se pravi španščina, portugalščina, nemščina, italijanščina, francoščina in pa kmalu bo na voljo tudi slovenščina. Leta 2020 so bili izbrani za slovenski startup leta, danes imajo več kot 3 milijone uporabnikov, podjetnikov, pisateljev, profesorjev, prevajalcev. Dejansko ni več države na svetu, ker ne bi nekdo že uporabljal, preizkušal Instatext. Kako zmogljiva je umetna inteligenca, preizkušajo tudi raziskovalci na Stanfordu. Ustvarili so, pojasnjuje dr. Leskovec, tako imenovanega AI pomočnika, ki pomaga znanstvenikom sintetizirati velike količine literature, preverjati hipoteze. Pride biolog in biolog reče, jaz imam podatke o celicah in te prosim, da mi analiziraš, kateri tipi celic so v mojih podatkih. Se pravi, ideja tukaj je, da ti lahko ga vprašaš eno tako bioinformatično analizo in jo dobiš ven v 10 minutah, namesto da bi zdaj nekdo mogel to, en dan delati. Bistveno pohitri te postopke, ne? Pohitri te postopke. Se pravi, lahko je to kot en tak pomagač
za vsakega znanstvenika, ki ima dostop do tega in ne rab zdaj imeti nekoga, enega, ne vem, ki ima doktorat iz specifičnega področja, da prenese to znanje v ekipo, ampak ima pač tega agenta. Umetna inteligenca torej drastično spreminja trg dela, ukinitev delovnih mest in odpuščanja. V prihodnjih 5 letih pričakuje kar četrtina nemških podjetij, kaže anketa Münchenskega inštituta za gospodarske raziskave IFO. Umetna inteligenca ne nadomešča samo človekovih sposobnosti, ampak tudi sposobnosti, ne vem, strojev ali pa kompleksnih sistemov. Marsikakšne zaposlitve zdaj postajajo pod vprašajem, ne. To je ena taka velika potencialno socialna bomba. Že leta 2029 bi lahko en sam tako imenovani agent umetne inteligence v enem zamahu opravil za ves mesec človeškega dela. Mislim, da bo spremenil industrije, vsekakor bo spremenil naloge, ki jih opravljamo ljudje, spremenil bo tudi veščine, ki jih ljudje potrebujemo. Zelo pomembna bo tehnološka, računalniška, informatična pismenost, osveščenost, zavedanje, kaj AI zmore in česa ne zmore. In to nas bo kot ljudi osvobodilo, pa nam dalo možnost, da smo res, kako rekel, kreativni, da delamo stvari, ki so unikatne in da lahko agenti opravijo ali pa da jim damo naloge, da opravijo veliko drugega dela za nas. Tudi zato je ključno izobraževanje že v osnovnih in srednjih šolah. Imam klor pa natrij. Sicer sta kar močni kartici, ampak jih lahko naredim še močnejši, če jih združim in naredim spojino natrijevega klorida. To je ena od iger za učenje kemije, ki so jo s pomočjo umetne inteligence razvili dijaki Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje. Potrebovali smo ilustracije za karte in najlažji način je bil, da smo jih pač ustvarili z umetno inteligenco. Pomagala je pa tudi pri opisih, ker je generirala prompt v bistvu sama zase, na podlagi tega, kar smo mi vnesli, da so nastali v bistvu elementi, torej te pošasti, na podlagi dejanskih lastnosti elementov. Z drugo igro, zasnovano in razvito v mešani resničnosti, so želeli mladi sovrstnike ozavestiti o nevarnostih psihoaktivnih snovi. Del smo dobili na začetku leta in sicer ugotovili smo, da veliko najstnikov uporablja psihoaktivne substance v prekomerni rabi, zato smo naredili igrico proti temu, da se proti odvajanju oziroma da odvajamo ljudi od tega. To smo pa naredili s pomočjo več različnih modelov umetnih inteligenc, sicer Mesh, ChatGPT, Midjourney in tako naprej. Mladim torej umetna inteligenca še zdaleč ni španska vas. Konec novembra 2022 je ta ChatGPT prišel ven, torej potem so bili novoletni prazniki. Pa januarja so že otroci domače naloge delali, torej so bili učitelji sploh vedeli še niso, da je kaj zunaj. Kaj konkretno recimo ti uporabljaš, katera orodja? Naprimer, predvsem ChatGPT za učenje recimo programiranja, matematike, ker so kakšne kompleksnejše funkcije, bi na internetu recimo iskal pol ure, medtem ko mi ChatGPT lahko najde v 30 sekundah. Za nalogo, navodila naloge, ko jo ne znam rešiti, da mi jo on reši in pa razloži. Ali pa pri matematiki, kakšne račune, fiziki, zakaj se to tako naredi, kako se zračuna, pa da preverim svojo rešitev pol. Dr. Uroš Ocepek, učitelj leta 2022, umetno inteligenco v redni učni proces uvaja že več kot 10 let. Brez tega pripoveduje, danes preprosto ne gre. Če mi otroku pokažemo, kaj so prednosti in kaj so pasti takšnega orodja, potem ga bo uporabil za kreativni način. Zdaj, če mi teh veščin pa tega znanja otroku ne damo, potem ga bo sam spoznal, uporabil za bližnjice, za goljufanje in potem tudi sam ne bo videl neke širše slike, ki bi se lahko uporabil recimo za nekaj dobrobit človeštva projektov. A konkretnih smernic in navodil, kako jo uporabljati v učenju in poučevanju, na nacionalni ravni za zdaj še nimamo. Umetna inteligenca, ki jo z več 100 milijardnimi vložki razvija peščica zlasti ameriških in kitajskih tehnoloških gigantov, ponuja torej neslutene priložnosti, a to, da ji prepuščamo vse več vse zahtevnejših odločitev, prinaša tudi številne nevarnosti. Če damo moč stroju, da se odloča pri zadevah, kjer je naprimer zdravje ali pa neki pomembni družbeni ukrepi, lahko pričakujemo v dobrem delu scenarijev, da se bo stroj zelo dobro odločil. Problem je pa, da stroj nima nobene odgovornosti do slabih rešitev ali pa slabih odločitev. Tle bi morala pa zdaj seveda biti ustrezna regulativa zadaj, ki se pa sicer dogaja, ampak morda malo prepočasno.
Umetna inteligenca je prisotna v vseh porah, tudi v vojski in upam, da bo človek držal roko nad gumbom, preden bo robot sam odločal, kdo je vreden življenja in kdo ne. Zdaj mogoče vstopamo v en nov način, kjer seveda bo nekdo skušal vplivati in bomo na drugi strani tudi rabili orodja, ki to detektirajo in to preprečujejo. Se pravi, gre za en tak konstanten tek med, kako rekel, dobrimi in slabimi fanti. Zato mislim, da se moramo tudi družboslovci, humanisti, bolj angažirati pri razvoju umetne inteligence, bolj povezati z inženirji, recimo z naravoslovci in sodelovati, da nastanejo orodja, ki bodo ohranila bistvo človeka, to pa je človečnost. Ali kot o svoji prihodnosti piše sama umetna inteligenca, obeta se globoka preobrazba družbe, kjer bo ta tehnologija postala nepogrešljiv partner človeku z velikim potencialom za napredek, a tudi s potrebo po odgovornem razvoju in nadzoru.